Pozdravljeni! V tokratnem prispevku si bomo pogledali tiste legende, skrivnosti in zanimivosti, ki se skrivajo za tistimi znanimi imeni ovinkov v Monaku. Proga v Monte Carlu je seveda dobro znana vsem navdušencem Formule 1. Meni je všeč, ker ima vsak ovink svoje ime, za katerim se skriva kratka zgodba, kratka legenda in je bistveno bolj zanimiva od tistih drugih, bolj modernih prog, katere imenujejo ovinke samo številkami. In poglejmo si skupaj v tem kratkem pregledu, v tem kratkem virtualnem krogu, kaj vse se skriva za imeni teh znanih ovinkov. Po tisti sorazmerno kratki štartno-ciljni črti pridemo do prvega ovinka. Ta je izjemno oster v desno in mnogi vozniki imajo že tu težave. Ovinek se imenuje Sandevaux. Ime je dobil po kapelici, katero pa mi navdušenci izjemno težko vidimo, kajti nahaja se za tistimi zaščitnimi ograjami. Kapelica je posvečena svetnici, katera je zaščitnica Monaka, Sandevaux, bila je tudi mučenica v prvih stoletjih našega štetja in verjetno se ji marsikateri voznik zahvali, kolikor zadane tisto izletno pot na levi. Ni mi dano pa vedeti, kaj si misli oni, ki pristane direktno v zaščitni ograji. Nato se proga dvigne navzgor in tu govoriti o kakem ovinku je malce težko, gre za rahlo spremembo smeri, a vseeno, ime dela je Beau Rivage oziroma Lepa obala. Nahajamo se tik nad pristaniščem oziroma marino, vidijo se jahte tam spodaj na desni. Seveda v tem območju se tudi proga vrača nazaj v drugi polovici, a vseeno izjemno lepa razgledna točka. Nato, ko se konča ta vzpon, pridemo do izjemno ostrega ovinka na levo. Imenuje se Massenet. Nahajamo se pred opero, kjer je doprsni kip francoskega opernega skladatelja Julesa Masseneta. Napisal naj bi 25 oper in vam priznam, da nisem opazil še tega doprsnega kipa, ko sem spremljal dirke. Na fotografijah seveda je zadeva razvidna. A po Massenetu pridemo do tiste stavbe, katera je verjetno najbolj prepoznavna v celotnem Monaku, Casino de Monte Carlo. In tu imamo ovinek Casino, kateri je v desno in mislim, da to območje je izjemno dobro poznano. Vse nam navdušencev iz dirk in seveda tudi iz raznih filmov. In po ovinku Casino pridemo v tisto območje, kjer se začno zadeve malce zapletati. Namreč imamo kar dva ovinka Mirabeau, višji in nižji, Mirabeau Haut in Mirabeau Basse. Problem je, da vmes njiju je še en drugi ovinek, kateri nima zveze z njima. A če pogledamo tloris proge, vidimo, da ta dva ovinka Mirabeau sta res eden nad drugim. Ime prevedeno pomeni razgled, razgledna točka. In legenda pravi, da je to ime bilo dano po bližnjem hotelu. Namreč meni je jasno, kajti tudi v Sloveniji poznamo na primer hotel Belvedere, kateri bi lahko dal ime temu območju, a stvar legende. Po zgornjem ovinku Mirabeau pridemo v tisto območje, katero je najbolj poznano iz celotne proge, tisto 180-stopinjsko zanko, najbolj počasen ovinek v celotnem cirkusu Formule 1. Danes se imenuje zanka Grand Hotel. In v mnogih letih so ta ovinek imenovali po imenu hotela, ki je bil v bližini. Naprimer Loews, danes je Fairmont, imenoval se tudi Stara postaja in tako naprej. Seveda, z leti se ime spreminja in tudi odvisno, kako starega avtorja berete, na kako ime je navajen, boste zasledili, da en in isti ovinek se imenuje na različne načine.
Seveda po tej zanki pridemo v tisti Mirabeau Bass in nato pridemo do ovinka Portier, kateri je tudi izjemno znan. A zakaj se tako kliče? Poznamo vsaj dve varianti. Portier ali vratar. Predvsem v italijanskih medijih sem zasledil legendo, da je ta ovinek dobil ime potem, ker so vozniki videli v vhod bližnjega hotela ter spoznali vratarja. Čeprav je ta varianta malce medla, mi je bolj všeč ona druga. To območje v Monaku se imenuje Portier. Ampak ne po vratarju v hotelu, temveč po redu semeniščnikov in tu naj bi dobili neka arheološka izkopavanja, po katerih je območje dobilo ime. No, tu je leta 1988 Ayrton Senna končal v zaščitni ograji. In to epizodo omenja zaradi tega, ker Ayrton Senna je bil kralj Monaka in mislim, da tu ni nobenega dvoma. Nato pridemo do tunela in tu mislim, da ni treba razlagati, zakaj se ta del tako imenuje. A leta 1981 se je zgodilo nekaj izjemno zanimivega. Namreč v že prej omenjenem hotelu, takrat je bil Loews, so imeli požar v kuhinji v tem vikendu v nedeljo pred dirko. Prišli so gasilci, pogasili zadevo in voda je vdrla praktično skozi tunel, zato so morali počakati, da se voda steče in smo imeli štart dirke nekoliko kasneje. In treba je še poudariti, da leta 1981 je tu zmagal fenomenalni Gilles Villeneuve s turbo Ferrarijem 126 CK. Po tunelu sledi tista znana šikana, imenovana Nouvelle Chicane, nova šikana. Tisti, ki gledate malce starejše posnetke Formule 1, ste verjetno zapazili, da za tunelom je zmeraj bila šikana. Torej, zakaj nova šikana? Ker leta 1986 so spremenili potek in so ji spremenili tudi ime. Če gledate kakšne starejše posnetke, boste opazili, da je tista šikana bistveno bolj blaga, da so bistveno šli bolj direktno skozi njo. No, za šikano pridemo do ovinka Tabak. In to zaradi tega, ker tu v preteklosti je bila trafika. In seveda za Tabakom je Louis Chiron. Po tistem verjetno danes drugem najbolj znanem vozniku iz Monaka. Ta je celo zmagal veliko nagrado Monaka leta 1931, žal ni štela za svetovno prvenstvo Formule 1. Leta 1954 je zmagal Rally Monte Carlo in je verjetno najstarejši voznik, ki smo ga videli v svetovnem prvenstvu Formule 1. Imel je več kot 55 let, ko je začel svojo zadnjo dirko. Po Chironu pridemo do tistega območja imenovanega Pišine, bazeni, kjer je tudi v resnici bazen. In po tisti šikani pridemo do izjemnega zanimivega ovinka, imenovanega Rascasse. Rascasse ni nič drugega kot izjemno grda riba, rdeča bodilka. In tu pravijo, da je bila restauracija, drugi pravijo, da je bil bar, kjer so se zbirali ribiči, a vseeno po lokalu je imenovan ta izjemno znan, oster ovinek, kjer smo videli marsikatero prigodo v zgodovini Formule 1. In nato pridemo do zadnjega ovinka na našem krogu v progi Monte Carla, Antonino G. Posvečena je tistemu mogotcu iz tobačne industrije, ki je pravzaprav najbolj zaslužen, da mi tu gledamo veliko nagrado Monaka. In spet smo na štartno-ciljni ravnini, končali smo naš krog po legendah za ovinki v Monaku. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.